Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa Lige Telemach. Lep pozdrav seveda še z komentatorskega mesta tu v Ljudskem vrtu v Mariboru, kjer za zdaj majhno število gledalcev čaka na začetek druge tekme. Za zdaj lahko zadovoljen, bom rekel, s pristopom svojih fantov v vodnih 5 minutah. Niso se ustrašili tekmeca, ki je v zadnjem obdobju v zelo dobri formi. No, zdaj pa napaka Radomljanov v obrambi. Tole je velika priložnost in Maribor vodi. 6. minuta tekme. Vipotnik je dosegel zadetek. Nadaljuje pravzaprav tam, kjer se je ustavil prejšnji torek. Je pa tule zadev na zares zanimiv način. Ponovljeni posnetek bo razkril, s katerim delom telesa je popularni Vipi, kot ga kličejo njegovi soigralci, tu dosegel gol. Zdi se, da je v takšni formi, da lahko zadane praktično v zadnjem obdobju z vsakega položaja in pravzaprav spremljamo identično sliko tistega, kar smo videli že prejšnji torek proti Bravu. Velika napaka pa tule Radomljanov. Nlandu je želel žogo vrniti Markoviču, to je storil slabo. Repas je prestregel, poglejte, potem pa zadnjico Vipotnik v padcu pošilja žogo v mrežo. Ko napadalcem gre, potem zadevajo, s katerim delom telesa želite, ali zadnjico ali s hrbtom, morda se bo tule še bolje videlo. Niti ni pomembno, Vipotnik ponovno na pravem mestu. Pregledali bodo v VAR sobi, če je bilo vse v redu, ampak Jan Repas izkazal z asistenco. Tole je nova velika priložnost in nov zadetek. Koga drugega kot Žana Vipotnika. Neverjetno, kako vroče. Mariborski napadalec, mislim, da je bil tokrat Božič podajalec. Že v prejšnjem krogu je Božič podal Vipotniku. Gledali bomo v ponovljenem posnetku, kdo je bil tisti, ki je poslal tole žogo pred vrata. Vipotnik pa je z neposredne bližine žogo poslal v mrežo. In v 10. minuti Maribor vodi že z 2-0. Vipotnik pa je vse bliže najboljšim strelcem lige. Ja, Božič je tule lepo pogledal, tudi tule bo septembra in jih v Domžalskem športnem parku premagali s kar 5-0 zadetki. Tule še ena priložnost in gol! In to krasen zadetek Božiča, ki se ni želel veseliti tega zadetka. Razlog je znan. Božič je v preteklosti igral za Radomlje, prav v dresu Radomljanov smo ga spoznali na nogometnih zelenicah, potem je sicer odšel v tujino, pa se vrnil v Slovenijo k Mariboru in takole asistenci danes dodal še zadetek za povišanje mariborske prednosti, zdaj na 3-0. Poglejmo tole akcijo. Vipotnik je tule odložil žogo Antolinu, potem pa je Božič vse storil sam, znova je imel ogromno prostora, da je lahko neovirano sprožil. Slabo odpiranje napadalnih akcij Radomljanov, ki so v novih težavah. Velič jih rešuje po strelu Brniča. Kasneje še en zadetek Vipotnika, tedaj po podaji Božiča. Tule zdaj priložnost še za Sikoška. Dvojna podaja. Sikošek 4-0. Krasna akcija Maribora. 2 minuti dodatka bomo še videli. Sikošek pa je ravno ob izteku rednega dela dosegel krasen zadetek na prefinjen, rekel bi kar velemojsterski način je izkoristil tole dvojno podajo, ki si jo je izmenjal, če sem videl prav, s Toličem in povišal prednost Maribora na 4-0. Mislim, da je vse jasno, kar se tiče končnega zmagovalca. Brnič takole s peto lepo proti Sikošku, potem pa dvojna podaja Tolič, Sikošek in zares priseben, eleganten, prefinjen občutek Gregorja Sikoška, ki je kar nekaj časa čakal. Prikazali v prvem polčasu, Mariborčani pa bodo tudi verjetno poizkusili doseči še kakšen zadetek. Zdaj, ko so lahko povsem sproščeni, tole ima Tolič priložnost in 5-0. Bum! Hkrati pa hat-trik Žana Vipotnika. Asistenco, svojo drugo nocoj pa je vknjižil Marko Tolič.
Znova so Radomljani izpeljali prvo nevarnejšo akcijo, tako kot v prvem polčasu, toda tudi na začetku drugega. Potem Maribor prvi, ki je meril v polno, takole Milec podal Toliču, atraktiven zaključek ali podaja, kdo ve, na koncu pa od Vipotnika, če se štejemo centimetre oddaljenosti Vipotnika pri zaključkih od golove črte, potem ne vem, če bi se stavili. Zlaka obrani ta strel Luke Cerarja. Prvič je na drugi strani. Prvič strelja, 6-0 za Maribor. Tudi Ivan Brnič se je upisal med strelce. Velič, kar ne more verjeti, danes 2 strela z te pol razdalje. Oba sta se od vratnice potem odbila v mrežo. 20. minuta se izteka v drugem polčasu, torej 65. skupno. No, zdaj nasmeh na obrazu Damirja Krznarja in zgodilo se je prvič, da je v tej sezoni Maribor na eni sami tekmi zabil 6 golov in prvič, da so Radomljani prejeli na eni sami tekmi 6 golov. Je pa Maribor v preteklosti Radomljanom že 6-krat zatresel mrežo, omenil sem že aprila 2015 v Domžalah, takrat je bilo 6-1 za Maribor, no zdaj pa takole po strelu Brniča 6-0 za vijoličaste. Tule nisem videl prav dobro, kdo je bil začetnik akcije, kdo je tu podal. Trije nogometaši Radomelj se še ogrevajo, eden lahko samo vstopi, izteka pa se počasi 80. minuta v Ljudskem vrtu. Dober predložek, Klavšič, 7-0 za Maribor. In še 30. nogometaš se je za Maribor upisal proti strelcem, med strelce za Radomlje. Kronaveter je vknjižil asistenco, Lavšič pa dočakal svoj prvenec v dresu Maribora na zanimivo 13. tekmi. Marin Lavšič za 7-0. In kot kaže, najvišjo zmago sploh kogarkoli v tej sezoni. Kronaveter je takole podal. Lavšič pobegnil Štormanu, ampak ne vem, če je ravno Štorman zadolžen. Ja, Dejan, Andrej Pogačar je ob meni. Andrej, vstopili ste v nadaljevanju. Kakšna so bila nekako navodila trenerja? Morda nekaj o tem med odmorom. Vaš kapetan je dejal, da je to bil najslabši prvi polčas Radomelj. Kaj se je dogajalo v slačilnici? Ja, definitivno tekma za pozabo. Prvi polčas daleč najslabši v tej sezoni. Med odmorom nam je dal trener navodila, da stopimo bolj skupaj in ne dopuščamo Mariboru toliko prostora v napadu, ker to je nedopustno, kar se dogaja danes na tekmi. Ampak tudi v drugem delu se je zdelo, da se vseeno niste tako konsolidirali, kot ste si želeli. Ste tudi sami videli, da tudi drugi polčas pa ni bil na kaj ekstra višjem nivoju kot prvi. Vsekako, drugi polčas isto zelo, zelo slabo. Maribor je bil veliko boljši od nas in nas je deklasiral. Hvala, Andrej, in srečno še na zadnji tekmi v tem jesenskem delu. Dejan, mislim, da imaš ti boljši pogled na igrišče. Če so Mariborčani že blizu tunela, potem predlagam, da še počakamo, če ne pa se morda raje oglasim, ko bo že na sporedu studio. Ja, Dejan, hvala, Žan Vipotnik je ob meni. Čestitke za hat-trick, morda malo bolj na komično obrnemo vse skupaj. S katerimi deli telesa ste danes vse dosegli gol? Ja, hvala, najprej je res zanimivo. Skoraj vsakim delom telesa sem dal gol. Hvala Bogu, da je šla žoga not in sem srečen. Koliko tudi besede trenerja, ki so bile izrečene v zadnjih tednih, pomagajo tej samozavesti napadalca? Zdaj se zdi, da se vam je vendarle odprlo, da se polni statistika, tako kot se je tudi v tistih mlajših kategorijah. Ja, res je, hvala Bogu, da se je odprlo. Pač zelo veliko mi pomenijo besede trenerja, ampak pomembno je, da je ekipa prava in da zmagujemo. Morda samo še nekaj o današnji tekmi. Je bilo ključno, da ste tako zgodaj zadeli?
ali so Radomljani zares bili tako daleč od vas, kot ste zdelo z roba igrišča, stali so zelo daleč, ni bilo pravega pritiska, ni bil njihov večer oziroma dan, kako ste vi videli vse skupaj? Ja, lahko bi rekli, da ni bil njihov dan, je bil pa naš, hvala Bogu, hitro smo zadeli kot na zadnji tekmi in potem je seveda lažje. Žan, hvala in srečno še na zadnji tekmi v tem koledarskem letu. Dejan, toliko za zdaj, se pa znova oglasim, ko bosta ob meni oba trenerja. Nermin Bašič, vaš kapetan Cerar je dejal po prvem polčasu, da je to najslabši prvi polčas Radomelj. Je to tudi najslabša tekma Mlinarjev, odkar jih vi vodite? Ma sigurno da jeste, možda u mojoj 18 godina karijere najslabije. Jednostavno, predugo je ovo trajalo i ta ekipa je pukla, jednostavno kao tempirana bomba. Ali s druge strane moram čestitati Maribor za fenomenalnu igri, na izuzetno lijepo, efikasnoj igri. Šampionski Maribor odigrao je danas dobro. A vidite, ja u teškim trenucima, najtežim trenucima stojim tu pred vama i uvijek kažem da sam ja kriv. Potpuno preuzimam odgovornost za cijelo ovo stanje i treba biti veliko porazima, treba gospodski to podnijeti i ni na kog neću da upirem prst, ja sam taj koji je isključivo kriv za ovaj poraz, težak, jako bolan poraz i bojio sam se. Utakmica s Domžalama mi je bilo nekako, mislim da je ekipa da je to, teško ćemo do kraja izdržati, jednostavno puno smo se potrošili, malo bodova osvojili, jednostavno su momci pregarali nekim utakmicama, nije to rezultiralo rezultatom. I evo danas je ta eksplozija, se desila te bombe, trebamo se zadnji krug dobro sabrati, dobro odigrati utakmicu, nekako sklopiti glave i onda treba jednu normalnu analizu napraviti. Ono što je dobra stvar da opet smo tu na tabeli gdje jesmo, da je to dobro, vjerojatno ćemo tako i ne završiti na kraju sezone i da ti to mjesto garanti opstanak. Treba se pojačati, treba dobru analizu napraviti, šta smo pogriješili, šta smo dobro radili i treba nadaljevati. Što se tiče mene, evo, potpuna odgovornost, uzmam sve na sebe i to je to. Izvinjavam se navijačima, evo, ako mogu još to reći našim koji nas prate i za stvarno lošu igru. Vajeni smo vas zelo energičnega, vedno ob robu igrišča, danes pa tam že pri 2-0, 3-0 nazaj na vašem sedežu. Ste čutili sami, da ni danes tiste energije, ki bi bila potrebna, da bi lahko karkoli stržili? Pomoćnici su mi već na početku, na zagrijavanju rekli da su se malo prepali, da nije to. I onda kad 15 utakmica nikog ne pobjediš, sekunda ti fali da ponovo vodiš dole. I nama je odmah u 4. minuti jedna individualna mala greškica dovela do gola i odmah vidiš pad ekipe. Jednostavno ne vodiš svoju ekipu, vidiš da nije to. Jednostavno zadnjih 5 utakmica jednostavno smanjivaš naloge, smanjivaš taktičke zahtjeve, što jednostavnije sve radiš da bi ekipa sebe. Nema šta nismo probali i jednostavno ne ide. To je nogomet. U jednoj godini si bio hit, u drugoj godini si bio dole, ali to je taj nogomet, on ti uzme i da sve u određenim trenucima. Male pogreške u nekim odlukama te dovode i gore i dole. Tanka je nit između gore i dole, tako da to je nogomet. Moram pa vas vprašati, še to dolg je niz brez zmage. Se vam morda vseeno zdi, da bo tekma s Celjem pa definirala vašo prihodnost ali neprihodnost na klopi Radomelj, ali ste zelo čvrsto v vašem sedlu? Ma ne, moja je, kako bi rekao, moj ugovor je uvijek na raspolaganju sve jednom klubu. Ja ne radim za ugovore, ja kad ne ide i ja sam vrlo, vrlo direktan i otvoren za stalno. Sve što je bolje za klub, to treba da se desi, ako je bolje za klub, bez ikakvih problema. Uvijek trebaš biti zahvalan tu gdje si dobio šansu i ja to gledam pozitivno, mislim da je izvučeno maksimum iz svega, treba dobru analizu napraviti, bilo je dosta stvari koje treba, ne bih želio sad da tražimo neke libije, ali treba dobrih stvari izanalizirati da bi klub napredovao za dalje. Nermin, najlepša hvala in srečno še na zadnji tekmi v tem letu. Hvala vam. Damir Krznar, čestitke na zmagi. Koliko smo na hitro preleteli prvi v tej sezoni, ki ste svojo ekipo dosegli 7 golov na eni tekmi. Sanski prvi polčas, sanski začetek, morda najprej kako ste videli to? Je prekrasan ulazak u utakmicu, praktički gdje smo opet realizirali prvu prigodu, nakon toga praktički završili posao u 15 minuta, iskrene i velike čestitke momčadi, ne samo zbog tih 15 minuta, nego smo u trenucima kad smo imali 5 i 6 tražili još, nismo spuštali gas i unutar svih rotacija i izmjena još uvijek smo ličili na momčad, bilo je tu sve dobro, čak i kad nam je Božić morao izaći zbog ozljede i sa 9-10 jednako isti ritam i kapa im do poda zaista.
Koliko vas veseli tudi, omenili ste že to, da so igrali do konca, to je težko na takšni tekmi. Se vam je kdaj tudi porodilo nekako, da bi pa morda jih zaustavili, da vseeno ne ponižate preveč nasprotnika? Kakšna je tu vaša filozofija? Ma gledajte, jednostavno vi od svoje momčadi uvijek tražite maksimum, tražite ono najbolje, nekad vam protivnik to dozvoli, nekad ne, sad nešto sportski ili fair, jednostavno samo tražite od svoje momčadi da da maksimum i da ne posustaje. Nažalost, Radomlje je danas naletilo zaista na goropadni i neugodni Maribor. Nije bilo pila naopako ono što sam sve najavljivo ispred utakmice, jako sam se bojao ovoj utakmici. To ste dejali že tudi na novinarski. Se vam zdi, da se je Maribor vseeno dovolj zgodaj predramil, da bi lahko v spomladanskem delu vseeno pritisnil tudi za prvo mesto? Kakšno je vaše mnenje? Pa ako nastavimo sa ovakvim partijama i ovakvim izvedbama, sve je moguće. Ovo sad zaista izgleda onako jako blizu savršenog, mada toga nikad nema i trener to nikad se ne miri i uvijek ima rezerve i uvijek ima bolje, ali ovo zaista izgleda prekrasno. Šteta što je kraj blizu, u dobrom smo ritmu, ali ne smije nas ovo zavarati. Za 4 dana je nova utakmica, potvrda svega ovoga, zadnja, samim tim im najteža, osjeti se već polako i umor u nama. Tome su svjedoki ove 2 ozljede koje smo danas doživjeli. Nadam se da ćemo snoć i snage i energije završiti to i u nedjelju onako kako svi priželjkujemo. Bi si želeli sicer za konec, morda pa vseeno v tem vašem fantastičnem nizu še enega izmed tistih tekmecev z vrha lestvice? Pa zašto ne? Sada kad smo u ovakvom ritmu, mislim da kogo dođe protiv nas da bi imao problema, ali kažem, nećemo sad se uzvisiti i ne znam kakve izjave davati, treba ostati na zemlji. Dovoljna je jedan krivi korak da se dosta toga poruši i dalje ozbiljni, radni, sve ovo je plod samo toga. Ozbiljnog rada. Damir, najlepša hvala in srečno.